Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate prispevke Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš. To je 11. in zadnja tema v seriji Staranje in družina. Naslov ima Krvne in socialne korenine. V 10 prispevkih smo iskali odgovore na vprašanje, kaj pomeni družina za kakovostno staranje. To smo delali ob podatkih reprezentativne raziskave o tem, kaj nad 50 let stari prebivalci Slovenije potrebujemo, kaj zmoremo in kaj hočemo za svoje staranje in sožitje med generacijami. Danes s to temo končujemo ob pregovoru, da kri ni voda. Če ne rastemo iz svojih krvnih in socialnih korenin, smo izkoreninjeni. Potomci pa nas prezrejo. Nevarnost je tudi obratna. Še v starosti lahko jalovo stopnjujemo slabosti svojih prednikov. Zdrav človeški razvoj je zakoreninjen v dobre strani prednikov. Raste pa tako, da zavestno obdelujemo invazivno rast slabega, ki smo se ga nalezli od drugih ali se je skotilo v nas samih. Raziskave o starosti prepričljivo govorijo o pomenu družine za kakovostno staranje. To je dobro vedeti in upoštevati. Ogledali smo si kar nekaj spoznanj. Najprej podatke, da se nas večina stara z družinskimi člani, ter sodobna spoznanja, kaj to pomeni v starosti. Sledili so trpki podatki o osamljenosti. Dejstvo je, da samovalec, ki živi sam, še ni nujno osamljen. Prav tako pa je znano, da je osamljenost največja in najhujša epidemija, ki se širi med starejšimi v Evropi. Največ se nas stara z zakoncem, kaže raziskovalni podatek. Toda mnogi starejši partnerji se niso pravočasno naučili veščin za lepo medsebojno komuniciranje in sožitje. Tu imamo največje rezerve za vseživljenjsko učenje. Če se bomo oprijeli učenja za lepše komuniciranje, se bomo starejši bolje razumeli med seboj, z odraslimi otroki in odraščajočimi vnuki. Ustavili smo se pri zanimivih raziskovalnih podatkih in spoznanjih o vlogi starih staršev pri vzgoji vnukov. Stari starši so v družini pomembnejši, kakor mislimo. Svoje vnuke doživljajo kot eno največjih dragocenosti. Kvalitetni stari starši pa ne postanemo avtomatično. Samo od posameznika je odvisen odgovor, ali bo po upokojitvi dal prednost učenju tujega jezika pred učenjem nove družinske vloge starega starša. Na to smo se mudili pri zahtevnih temah našega staranja, da se naša najbolj množična povojna generacija stara težje zaradi izkoreninjenosti. Način življenja in sožitja se je v času našega življenja bolj spremenil, kakor kdajkoli prej. Sami smo v svoji samozadostnosti pretrgali vrednotne korenine prejšnjih rodov. Nismo pa ustvarili vzorcev za smiselno staranje in za lepše sožitje med ljudmi in z naravo. S staranjem se veča človeška potreba po tem, da mlajšim nekaj pomenimo, ter da od nas sprejmejo življenjske izkušnje in spoznanja. Ker so tudi naši potomci samozadostni, novega znanja pa imajo več kakor mi starejši, je prenos vrednot iz roda v rod zahteven. Od nas starejših zahteva zdravo zakoreninjenost. Ob čedalje večjem deležu starejših je čedalje bolj živa naloga sožitje tretje generacije z mlajšima. Pri tem se uveljavlja spoznanje o pomenu zdravega domoljubja. Domoljubje je zakoreninjena svoboda, smo dejali. Svoboda za vseživljenjski osebni razvoj ob zakoreninjenosti v vse, kar je vredno v naravi,
v skupnosti, pri vsakem drugem človeku, v nas, v mladih, v vsem bivajočem. Ta zakoreninjenost je pogoj, da naša generacija lahko preda mlajšim, kar je naredila in doživela vrednega. Starejši imamo nekatere ugodne lastnosti in navade, da se ob njih v tretjem življenjskem obdobju zdravo zakoreninimo in naučimo uspešno sodelovati z mlajšimi. Med raziskovalnimi podatki o teh lastnostih smo zadnjič pogledali tiste o naši ljubezni do svojega kraja, kaj naredimo zanj in kaj bi bili še pripravljeni narediti. Naša najožja socialna domovina pa so naše krvne korenine, zato se danes za konec ustavimo še ob njih. Kri ni voda, tako pravi slovenski pregovor. Po razvitem svetu naša generacija množično išče svoje rodovne korenine. Mnogi delajo svoje družinsko drevo in ga stalno dopolnjujejo z novimi podatki o prednikih. Nekaterih najdejo za pol tisočletja. Eni iščejo samorojstne in druge podatke o prednikih, da jih vnašajo v razvejeno sliko družinskega drevesa. Drugi iščejo življenjske zgodbe prednikov in jih zapisujejo, tako da nastaja povest njihovega rodu. Po Evropi so podjetja, ki človeku izdelajo družinsko drevo. V svojih računalniških bazah imajo že vnesene podatke iz številnih rojstnih, krstnih, poročnih, mrliških in drugih matičnih knjig, iz krajevnih in nacionalnih, župnijskih in škofijskih arhivov. Te svoje baze podatkov stalno izpopolnjujejo, tako da lahko naročniku sorazmerno hitro in poceni naredijo njegovo osnovno družinsko drevo za par stoletij. Kri ni voda. V človeku vzbuja močno in pristno potrebo po iskanju svojih družinskih korenin. To so naše korenine, ki nas zelo določajo. Niso pa samo zdrave. V 20. stoletju je prevladala psihoanalitična izkušnja, ki se razvija od Freuda naprej in se prizadeva zdraviti trpke duševne posledice slabega vpliva staršev in socialnega okolja. Preseganje slabih vplivov je nujna naloga pri osebnem razvoju. Zato imajo terapevtske in vzgojne stroke še veliko prostora za svoj razvoj, da bodo lahko ljudem učinkovito pomagali pri tem. Noben medčloveški odnos ni samo dober in noben samo slab. Zato strokovna in vsakdanja življenjska modrost pravita, naj slabega ne absolutiziramo, naj patologije ne posplošimo, ker potem vidimo človeka samo z bolne strani. Slabega pri svojih starših in prednikih se je treba zavedati stvarno in v neločljivo povezavi z dobrim. To je pogoj za preseganje slabega in za krepitev dobrega. Pri prvem lahko pomaga tudi psihoterapija, pri drugem pa antropohigienska znanja o vseživljenjski vzgoji. Slabo je, če sem pri prednikih pozoren samo na slabo. Če je to splošno razširjeno, kakor je bilo v polpreteklem času, je ta usmerjenost dvakrat jalova. Prvič, napak prednikov, ki so mi škodili, ne morem popraviti, ker so mrtvi ali starostno otrdeli za spremembe po mojih zamislih. In drugič, svoj primanjkljaj, ki je posledica njihovega vpliva name, bi lahko spreminjal sam na sebi, če bi bil usmerjen nase in bi si svoj osebnostni razvoj postavil za prednostni projekt. Dokler pa sta moja pozornost in energija usmerjeni na prednike in druge krivce mojega stanja, ni nobene možnosti, da bi se spreminjal na bolje. Ampak se nevede in nehote sam zakoreninjam v tej slabosti in težavi. Nadaljujem in utrjujem torej slabost svojih prednikov, zato sem čedalje bolj težaven za sožitje z ljudmi
ob sebi. Pri večini ljudi prevladuje dober vpliv staršev in prednikov na njihovo življenje in sožitje. Če bi ne bilo tako, bi ta skupnost kot celota že propadla. Res je treba biti zdravo kritičen do prednikov, da lahko presežemo neke njihove slabe dediščine. Toda pri iskanju zdravih korenin v svojem družinskem drevesu je odločilno odgovoriti tudi na naslednja 3 vprašanja. Kaj so predniki naredili dobrega? Kaj so zdržali hudega? In tretjič, kaj so popravili slabega? Ko ima človek te odgovore in ga navdaja ob njih veselje, ponos nad predniki in hvaležnost do njih, je to njegova zdrava, krvna in socialna zakoreninjenost v lastne prednike. Iz nje izvira tudi moč za preseganje slabega. Ne samo slabega, ki smo ga prevzeli od prednikov, ampak tudi svojega slabega, s katerim smo nehote okužili svoje otroke, druge sodobnike in sebe. Za sklep razpravljanja o družinskih koreninah še lep današnji primer. Gozdarski inženir magister Andrej Dobre je v poklicu z vso strokovnostjo delal gozdne poti in vlake za les ter pedagoško posredoval poklicno znanje v gozdarski stroki, ki je zaslužna za vrhunsko urejenost slovenskih gozdov v svetovnem merilu. Žena Breda je znana kot zavzeta prostovoljka pri delu z ljudmi, med drugim dolga leta tudi v programih za kakovostno in zdravo staranje. Dobretova sta ob zavzetem in uspešnem poklicnem delu ter svoji družini mesec za mesecem prostovoljsko vodila pohode po naših gozdovih in hribih. Pri tem je Andrej s svojim znanjem o naravi in gozdu navduševal neštete ljudi. Poznamo ga tudi po lepih fotografijah iz narave. Z vidika družinskega domoljubja, ki o njem govorimo, pa je dober primer ljubiteljskega zbiranja podatkov za svoje in ženino družinsko drevo. Eno in drugo je izdal tudi v knjižni obliki. O izdelavi družinskega drevesa je napisal članek v reviju za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje Kakovostno starost. Svoje družinsko drevo je naredil na osnovi podatkov po vejah svojih prednikov za stoletja nazaj, ženino pa po življenjskih zgodbah njenih prednikov. Barbara Mrše pa je zbrala življenjske zgodbe svojih prednikov z vidika, kaj drži po konci ljudi v težkih časih. V članku s tem naslovom jih je v isti reviji objavila leta 2018. Dobre, Mršetova in podobni dobri primeri nam kažejo, kako se lahko z iskanjem svojih družinskih korenin zdravo zakoreninjamo v lastno zadovoljstvo in v korist drugih. Prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost decembra 2019.